Zgolj približno 10% vse gradnje v Sloveniji je lesene. Iz lesa se gradijo večstanovanjski objekti, poslovne stavbe, vrtci in športne dvorane ter hoteli. V Stražišču pri Kranju pa v tem trenutku raste soseska masivnih lesenih hiš. Zakaj bi bilo tam prav imenitno živeti? Ker je soseska trajnostno zasnovana, vizualno poenotena in ker les nudi res prijetno bivalno okolje. Če rečem lesena hiša, verjetno marsikdo najprej pomisli na neko tradicionalno brunarico. A tale za nami je vse prej kot to. Elegantna, moderna, energetsko varčna in zdrava. Način gradnje, ki si vsekakor zasluži, da ga pobliže spoznamo. Matevž, stojiva pred lepo hišo, katere značilnost je, da pod to fasado ni ene opeke. Povejte nam, za kakšen tip gradnje gre. Ja, v bistvu stojimo pred hišo, ki je zgrajena z križno lepljenega lesa. Križno lepljen les je mednarodna oznaka CLT, to pomeni Cross Laminated Timber. Velika značilnost te zadeve je, da praktično so vse stene polne, tako kot pri klasični gradnji. Se pravi, če gledamo ali pa primerjamo zadevo z neko klasično gradnjo, mi postavimo osnovno ogrodje hiše in potem gradimo vse ostale faze gradnje na licu mesta. Približen normalen proces te gradnje je približno 6 mesecev, od samega štarta. Se pravi, od temeljev pa do nekje finalizacije, kot je zdaj pač na objektu tudi vidimo. Nekomu nepoučenemu se to sliši blazno kratko. Kratko je predvsem zaradi tega, ker morate vedeti, da mi pripravljamo projekte v ozadju približno 3 do 4 mesece. V ozadju je hiša v celoti izrisana v BIM sistemu, kjer je praktično vsak element 3D zmodeliran in gre v posamezno proizvodnjo. Faza hiš, kot je v prvi izmed hiš, je praktično zgrajena približno v 4 do 5 dneh. Največja prednost faz v nadaljevanju je pa to, da nimamo faz sušenja. Se pravi, razen estriha, ki je tle klasičen, ki rabi svojo fazo sušenja, ni faz sušenja. In če so izvajalci dan za dnem na objektu, je 6 mesecev neka čisto normalna faza, kjer ni nobenega hitenja, nobene nervoze in stranke to tudi zelo lepo, spremljajo. Križno lepljen les je narejen iz smrekovine in lepljen z lepili na vodni osnovi, brez topil ali formaldehidov. To pomeni, da je gradnja sonaravna, zaradi križnega lepljenja je les tudi zelo stabilen, kar se tiče skrčkov in razteskov. Potresno in požarno varen, zaradi svoje lahkosti in prožnosti pa omogoča široko gradbeno in arhitekturno uporabo. Pri lesu nas seveda zanima nekaj, in sicer požarna varnost, ker les gori, a ne? Les gori, je pa to ta trenutek na trgu najvarnejši sistem gradnje. Zakaj? Zaradi tega, ker les v ozadju, ker je poln, ga ogenj ne more objeti, čisto preprosto bom povedal, les zogleni, samo oglje je pa tista v bistvu, oziroma ta plast oglja je pa tista, ki les ščiti. Kar pomeni, da če pride do neke dolgotrajne izpostavljenosti, se lahko ljudje brez težav iz samega objekta umaknejo. Kadar pa gre za neko lokalno, manjši požar, je pa ta objekt praktično varen in se ga enako lahko sanira kot vse ostale objekte. Kakšna je trajnost takega objekta na dolgi rok, mislim, če gre za masivno leseno hišo? Masivne lesene hiše so večgeneracijske hiše. Potrebno je pa vedno merkati pri sami vgradnji, pri sami zasnovi, da so hidroizolacije in zaščite, strehe in te stvari narejene na nekem višjem nivoju. Slabost lesa je samo to, da v ozadju moraš uporabljati neke materiale, ki so kvalitetnejši, ki so boljši, to pa se sicer v končni fazi pomeni precej, višji nivo samega bivanja. Soseska 13 pasivnih objektov je umeščena na zemljišče nekdanjega sadovnjaka, ki je bilo v lasti sosednje 200 let stare domačije. Lastniki domačije so si seveda želeli, da bi na pragu njihovega doma zraslo urejeno, usklajeno in enovito naselje. Da se je vse razpletlo po njihovih željah, pa je pripomogla kar hči Urša, arhitektka zaposlena pri investitorju, načrtovalcu in graditelju naselja. Urša, vi imate tukaj zelo zanimivo, tako dvojno vlogo. Po eni strani ste del arhitektov, ki so tole naselje in te hiše zasnovali, po drugi strani ste pa hči lastnikov, ki je to zemljišče za naselje prodalo. Ja, načeloma tukaj, kjer zdaj stojiva, je bil včasih sadovnjak. Situacija je pač nanesla tako, da smo pač ta sadovnjak prodali in nekako na ta način smo se tudi spoznali z Alfa Naturo. Skupna nam je bila ta vizija v tem, da bi tukaj zrasla ena lepa, poenotena soseska sodobne arhitekture. To je bila nekako želja mene, moje družine, da bi v bistvu
se ta v bistvu prostor sicer res spremenil, ampak bi še vedno pač nastalo nekaj lepega. Ne? Povejte mi, kako ste zasnovali te hiše? Pri sami arhitekturi smo pazili na to, da so hiše sodobne, da so izčiščene, ampak še vedno na en način razgibane. To smo v bistvu dosegli z to kombinacijo dvokapnice in ravne strehe. Ta prevladujoča dvokapnica se na nek način navezuje tudi na našo staro domačijo. Sama ta zasnova, v bistvu, ko nad tem pritličnim predelom z ravno streho postavimo pravokotno pač ta spalni del, to se pravi prvo nadstropje, v bistvu po tem spalnim dnevu, po to konzolo pač dobimo velike terase, pokrite, ki pa delujejo kot v bistvu podaljšek bivalnih prostorov in mislim, da je to pač ljudem tudi zelo všeč, pa resnično je zelo uporabna zadeva. Hiše so opremljene z nadstreški, razne prostori shrambe za shranjevanje so že integrirani v arhitekturo. Ravno zaradi tega, da bi se v nadaljevanju izognili pač nekim prizidkom, ki pa ponavadi potem v končni sliki neke sosedske naredijo pač nič dobrega. Ne? Lesena masivna gradnja nudi tudi ugodne klimatske razmere v objektu, les pozitivno vpliva na človekovo počutje, dokazano zmanjšuje stres in izboljša kakovost spanja. Hkrati pa je gradnja iz križno lepljenega lesa cenovno zelo primerljiva z betonsko oziroma opečno. Stroškovno ponavadi ta objekt ali pa te objekti stanejo nekje med 3 in 5% dražji od klasično grajenih objektov. Če pa bi se uporabljali tovrstne materiale tudi na klasičnih objektih, opečnih ali pa zidanih objektih, bi bili pa na identični zadevi. Se pravi, sama osnovna konstrukcija je malenkost dražja, vendar z vsemi ostalimi fazami potem dosežemo praktično ekvivalent. Gospa Kern-Egart, imate veliko izkušenj na področju nepremičnin in me zanima, kje je trenutno tovrstna lesena gradnja? Lesene gradnje so v resnici skozi bolj iskane, iščejo. En vidik je to, da so hitro narejene, kvalitetne so, pa tudi vse skozi bolj za ekološko osveščene kupce oziroma graditelje hiš. Tukaj gre za 4. podaljšano fazo. Kaj noter je, oziroma kaj vse še kupca čaka? Hiše namenoma niso skončane. To pomeni, da manjkajo finalni tlaki, kot so parket, keramika, sanitarna oprema, notranja vrata. Predvsem zato, ker je to zelo individualna želja, individualni okus vsakega kupca. Lahko se hiše končajo tudi na ključ po željah kupcev, na željo z njihovimi materiali. Danes je težko nekaj splošnega opremiti za splošni okus, ker tega ni več. Torej, te zaključne faze, ki manjkajo, so že del pohištva. Prijetna lokacija stražišča, ki leži ob robu Kranja, blizu vse infrastrukture in ponuja veliko rekreacijskih poti, ter vrhunska lesena gradnja, bosta na Gorenjskem nedvomno zvabila kupce, ki bi zase radi le najboljše. Morda se bo iz prestolnice, kjer sedaj živi, vrnila celo arhitektka teh hiš.